Vsak kristjan je poklican delati za edinost cerkve. Tako je spodbudil papež Frančišek med današnjo jutranjo homilijo, ko je maševal v kapeli doma svete Marte. Izhajal je iz besed apostola Pavla, ko je pisal Efežanom: Jaz, jetnik v Gospodu, vas spodbujam, da gradite edinost v cerkvi. Graditi edinost je po papeževih besedah delo cerkve in vsakega kristjana v zgodovini. Ko apostol Peter govori o cerkvi, govori o svetišču zgrajenem iz živih kamnov. To smo mi, to je svetišče, ki predstavlja vrata edinosti. Drugačno pa je svetišče napuha, katerega predstavlja babilonski stolp. Ta je simbol razdora, nerazumevanja, raznolikosti jezikov. Fare l'unità della Chiesa, costruire la Chiesa, questo tempio, questa unità della Chiesa. Questo è il compito di ogni. Ustvarjati edinost cerkve, graditi cerkev, to svetišče, to edinost cerkve je naloga vsakega kristjana, vsakogar od nas. Kadar je treba zgraditi neko svetišče ali neko stavbo, se najprej poišče zazidalno površino, ki je za to primerna. Zatem sledi temeljni kamen ali, kot pravi Sveto pismo, vogalni kamen. Vogalni kamen cerkve je Jezus in vogalni kamen edinosti cerkve je Jezusova molitev pri zadnji večeri: Oče, da bi bili eno. Papež je nadaljeval, da je Jezus torej kamen, na katerem gradimo edinost cerkve. Ta ni mogoča brez Jezusa Kristusa v temelju. Gradnja te edinosti pa je delo Svetega Duha. On je odgovor na vprašanje, kdo jo gradi. Samo Sveti Duh je zmožen ustvarjati edinost cerkve. To je tudi povod, da ga je Jezus poslal, da bi cerkev rasla, da bi postala močna, da bi postala eno. Sveti Duh omogoča edinost cerkve v raznolikosti narodov, kultur in oseb.